Lep dober večer. Torej, na našem predzadnjem srečanju pred počitnicami. Torej, danes bomo razpravljali, kot smo najavili, o v resnici poziciji, problemih, možnih strategijah in pričakovanjih. V sklopu pogovorov pod naslovom Družabno družboslovje pod taktirko Andreja Fištrosa in Vesne Ugodine sta tokrat svoje poglede o politiki trenutne vlade glede visokega šolstva z nami delila rektor Univerze v Mariboru Danijel Rebor in prorektor Robert Presker. Pragmatičnih vprašanj, ampak tudi celo vrsto mogoče nekoliko bolj načelnih in širših vprašanj. Tako da mislim, da bo pogovor zanimiv, predvsem tisti, ki ste tukaj tudi iz študentskih vrst. Ja, mogoče je danes pogovor tekel bolj z vidika akademske sfere, kakšne bodo spremembe na tem področju. Mene pa vseeno zanima, kako bodo te spremembe mogoče občutili študenti, kako bodo spremembe glede financiranja strani ministrstva vplivali na univerzo in posledično na študente. Jaz upam, da jih bodo občutili čim manj. Zdaj, to, kar je bilo in še vedno je napovedano za 2013, za študente ne obeta nič kaj dobrega. No. Zdaj, vkolikor bo ta amandma, ki je bil prejšnji teden izglasovan v Državnem zboru, zadeve omilil, ne vemo, ampak načeloma študenti na nek način že čutijo določene posledice. Ne. Že letos se je precej varčevalo, pomeni, da so določene ekskurzije bile ukinjene, da se določeni materiali niso nabavljali, da je bilo manj kontaktnih ur, torej manj predavanj, manj vaj v večjih skupinah. To vse nekako vpliva na kakovost. Zdaj, če pogledamo, da bi drugo leto se zadeva poslabšala še nekako za desetino, ne, ali pa še za več, potem mislim, da to ne bo nič dobrega za študente. Ne. Zdaj, ne bi sploh želel omenjati te možnosti vpeljave šolnin, ki je minister Turk pred kratkim omenil. Jaz mislim, da moramo študenti vztrajati na tem, da tako kot pač nam ustava to pravi, imamo vsi možnost do javnega šolstva, torej vsi ne glede na socialni položaj in zato se bomo morali mogoče tudi boriti. Bolj prisotna, kjer je dejansko zavedanje smisla in poslanstva univerze veliko močnejše, kot pa je pri nas, ker je to za veliko večino profesorjev služba, za veliko večino študentov pa pač neko samo po sebi umevno obdobje v življenju, ko študiraš. Hodiš na žure, malo študiraš, malo paziraš. Žal, pravzaprav me čudi, da je med temi študenti še vedno dovolj takih, ki pravzaprav želijo študirati, ki so dobri, ki so radovedni. Jaz bom mogoče kar direkten, pa me zanima z vašega stališča. Se vam zdi, da je v Sloveniji in na Mariborski univerzi mogoče študentov preveč? To je res težko vprašanje. Ampak glede na razmere, kakršne so, upoštevaje tega, da nekih alternativ pravzaprav za mlade ni dovolj. Ne? Ni sistem šolanja tako narejen, da bi bila za vsakogar neka dobra možnost in priložnost, da bi imeli več recimo tudi nekih strokovnih, višjih, visokih šol. Tega ni. Je skoraj da univerza ena taka nujnost. No. Tudi v srednjem šolstvu se je pokazalo, da večina hoče na gimnazije, ker potem želi na univerzo. Kar je škoda, ker nam po drugi strani pa manjkajo določeni poklici, določeni profili. Imel sem recimo sina prijatelj, je na vsak način hotel postati kuhar. Pa ni dobil mesta na ustrezni šoli in pol je rekel, nič bom šel pa študirati, nekaj bom že vpisal. Ne. Tako da tu je potreben en širši premislek, kako urediti sistem šolanja, da bo vsakdo imel neko dobro priložnost glede na svoje interese in glede na svoje sposobnosti. V iracionalnem dialogu težko biti racionalen. Jaz tega ne znam, pristajam na neke logične argumente,
sem pa zgubljen, ko pride do nekih sprenevedanj. Zdaj pa projicirati oziroma sklepati, kaj pa ta vlada res ima za bregom, je pa, mislim, ni seveda lahko.